zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Kateri dan je že danes? Joj, spet sem pozabil. Nikoli se ne morem teh dneh zapomniti. A je že 7. marca še ni? Ker lani sem zamudil, a veste, Rozi ima rojstni dan takrat in me vsako leto povabi in sem lani zamudil in letos nočem. Ja, kaj? Joj, Charlie, pa daj spet nakladaš, pa se sam s sabo pogovarjaš. Mislim, da bi meni zunaj pomagal. Veš, koliko speti se je nabralo, no, pa tudi tukaj notri. Tam smo imeli včasih uro gora, ne, in jo ne vidim. In ti spet si jo najbrž nekam prestavlja, ko si jih prah brisala zadnjič. Ura se je pokvarila in sem jo odnesla k urarju. Joj, pa zdaj bom pa spet ostal brez tega, da bi vedel, kater dan je danes. Kako to misliš? Je kako? Jaz vedno, ko me zanima, kateri dan je danes, sem pogledal tja gor na uro in so mi kazalci povedali, kater dan je danes. Charlie. Ja, kaj? Ura kaže čas in ne dnevov. Ja, to pa ne verjamem. Dneve izveš, če pogledaš na koledar, ne na uro. Koledar, mislim, kaj pa je sploh to koledar? Jaz sem na Charlie. uro pogledal. Sedaj me pa prav hecaš že. Charlie. O, Miha, hej. Kaj pa se razburjaš? Ja, ne vem, če smo že 7. marca, še ne, ker ima Rozi rojstni dan, pa moram k njej, ker lani sem zamudil, ker nisem pogledal prav čas, kater dan je, in letos bi rad šel k njej na rojstni dan, ker ima ful najboljšo torto, no, vsaj 2 leti nazaj je imela. In ti si prepričan, da si videl, kateri dan je, ker si pogledal na uro? Ja, tam na uro, veš, una ura, ki je bila tam od zgori, sem pogledal na kazalce in so mi pokazali, kater dan je danes. Ne, Charlie, Tjaša ti je pravilno povedala, gleda se na koledar, da vidimo, kateri dan je. Koledar, mislim, krk neki, beseda koledar. Še nisi slišal za koledar. Ne, kaj to sploh pomeni, koledar? Ne veš, kaj je koledar? Pojma nimam. Usedita se in vama bom več povedal o koledarju. Ja, Okej. bo kar treba. Iz še beležko si moram vzeti, da si bom Vzemita zapisal. beležke in pojdimo se učiti o koledarju. Veste, že davno nazaj so ljudje opazovali spreminjanje narave okoli sebe. Posebno pozorni so bili na spremembe, ki so se ritmično ponavljale. Tako so spoznali menjavanje dneva in noči, spremembe letnih časov, pa tudi lunine mene. Ljudje so bili sprva v glavnem poljedelci. Saj veste, to so ljudje, ki delajo zunaj, na poljih, pridelujejo sadje in zelenjavo. Ti ljudje so želeli imeti boljši pregled nad dogajanjem v naravi. Se jih je zanimalo, kdaj bo najprimernejši čas za setev oziroma sejanje pridelkov. Zanimalo jih je tudi, kdaj bo prišla zima, kdaj bo prišlo obilno deževje in tako naprej. Da bi lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, pa so začeli pripravljati in izdelovati koledarje. Osnovna enota vseh koledarjev je bil, najbrž tudi verjetno bo, en dan, večje enote so tedni, meseci in leta. Se pravi, en dan, potem pa tedni, meseci in leta. Tako je. Veste, koledar, kot ga poznamo danes, ima 12 mesecev, običajno 52 tednov, en teden ima 7 dni, en dan pa traja 24 ur. Koledarsko leto ima 365 dni in vsake 4 leta pa 366 dni. To je takrat, ko ima februar 29 dni. 29, tako, pravilno sem si napisal. Miha, ampak jaz tega ne razumem.
Ti si rekel zdaj, da ima februar 29 dni, pa nekje sem slišal, da jih ima januar, se mi zdi 31. Koliko jih ima potem marec? 27? Mislim, jaz to nikoli ne vem, koliko dni ima kakšen mesec. Ja, ampak februar ima samo 28, na vsake 4 leta 29. Še to. Ja. Tako je. Miha, je. koliko zdaj dni ima kakšen mesec? Lahko poveš? Poslušaj. Meseci imajo po 30 ali po 31 dni. Razen mesec februar, ki jih šteje 28. No, vsake 4 leta pa jih ima februar 29. In takrat pravimo, da je prestopno leto. Čarli in Miha, jaz sem se v šoli naučila, kako si zapomniš, koliko dni ima posamezen mesec. Ja, mislim, kako. Ja, ampak s tem, da si pomagaš z roko. Ne verjamem, ti to Res. mene spet To je- hecaš. No, Matjaša, Res, pokaži. to sem se naučila v šoli, mi je učiteljica Mojca naučila. Poglej, narediš pest. Dobro, Ja, na pesti so tole so členki, ki kukajo ven, so kot neki hribčki. okej. Okay? Se pravi, če je hribček, to pomeni, da je najvišji. Mhm. Ja? Višji kot dolinca. Ja? Pomeni, da je tukaj večja številka 31. Se pravi, 31 ima tale členek. Tako, in to prvi člen je januar. Ok, januar. Januar ima 31 dni. Okay. Okay. Potem imamo februar. Tukaj je edina razlika v tem, da ima februar 28, oziroma na vsake 4 leta, kot smo rekli, 29 dni. Velja. Ja? Potem imamo marec, smo spet na hribčku. Kako smo rekli, da ima hribček 31 dni? Ha, hribčki ima 31. 31. Potem je dolinca, to je april, ima 30. Ker ni februar. Ja, Ima tako. 30. April. Okay. Potem imamo maj, je spet na hribčku. Koliko ima? Čakaj, da pogledam. 31. 31. In potem je junij v dolinci, Je pa spet 30. 30. In potem je julij, Ja, in 31. 31. In potem gremo spet od začetka. In potem imamo avgust, Kako začetka? ja, na roki. Aha, ok. Ja. A ok. si opazil, julij ima 31. Aha, pa če gremo od začetka, ima avgust Ima avgust tudi. tudi 31. 31. Tako. Potem imamo september, Je v dolini, ima 30 30. dni. Oktober, je na hribu, ima 31. 31. November, A ja, november je to že. Je spet v dolini in jih ima 30. 30. In december, zadnji mesec v letu, 31. Tako. A ni lahko? Pa to je čisto lahko. Čisto lahko, sicer lahko potem pokažeš na drugi roki, ampak jaz. A veš kaj, jaz mislim, da če združimo roke, dobimo gliha, ne? Januar, februar, marc, april, maj, juni, julij, avgust, september, oktober, november. Ja, isto. Bravo, December. res je. Ja, ful, najlepša hvala, Tjaša. Ja, Hvala. si zapomnil. Ne, nisem. Si bom zapisal, ker če si ne zapišem, vse Hribček pozabim. je višji, ima 31, potem dolinca ima 30, razen, kako smo rekli, kdaj, kater mesec? Februar. Februar ima Bravo, koliko? Charlie. Samo malo, nisem še do tam. Februar, kaj si rekla, koliko jih Koliko? ima? Nekaj manj kot 3 manj 30. kot 31. Ja, pa tega se še nismo v šoli učili. 28, 28. razen na 4 leta ima. Ja, enega več. Tako. To je pa Bravo, Miha Charlie. povedal, To to pa sem si je, pa Miha? zapisal. 29. Ja, Ja. A veš, jaz če si ne zapišem, vse pozabim. veš, to sem pa jaz zelo vesela, da me je učiteljica Mojca naučila. Joj, kako dobro učiteljico imaš ti. Ja, zelo. Ampak jaz pa imam mojega Mihata, ki me vedno kaj novega nauči. Seveda, Ja. in to z največjim veseljem. Aha, kaj pa še veš v koledarju? Charlie, pa veš, zakaj ima leto 365 dni? Sedaj ti bom razložil. Ampak ne vem. Leto ima 365 dni, oziroma vsake 4 leta 366 dni. To je pa zaradi tega, ker toliko dni Zemlja potrebuje, da obkroži Sonce, in temu pravimo eno koledarsko leto. To koledarsko leto pa delimo tudi na 4 letne čase. Aha. Charlie, bi jih mogoče znal našteti? Letni časi so pa... Ja, vem, ja. No, povej. Ta prvi je ponedeljek, potem je četrtek, potem je sreda,
pa sobota, Buča, Charlie. nedelja in petek. Charlie, Kaj? buča. Ja, kje je buča? Da kladaš buče, kotališč. Zakaj? Spet si nisi zapomnil. Ja, se si me vprašal To v so letnih časih, bili a ne? dnevi v tednu, pa še te si vse pomešal med sabo. Zdaj Charlie. veš, letni časi so samo 4 in sicer zima, Ok. ko je konec zime, pride pomlad. A, Za pomladjo pride poletje In potem za še- poletjem Zima. jesen in potem spet zima. In Si tako moram naprej. zapisati, se pravi, kako si rekla, zima, pomlad, pomlad, poletje, poletje, jesen jesen. in spet zima. In potem bom naredil puščico, da je spet zima in se vse spet zavrti. Tako ponovno. zaokroži. Čeprav, a ne, še nekaj imam jaz tukaj. 365 dni. No pa kdo si je to spomnil? Ni to ful preveč. Ja, ugotovili so, da toliko dni potrebuje Zemlja, da gre okoli obkroži sonca. Jaz tega ne marem, moram čakati celo leto na svoj rojstni dan. Jaz bi imel en mesec, da bi trajal, a veš, vse tiste počitnice, ki so v šoli, a ne? Pa potem une počitnice še, ki se gremo kopati na morje. In to je to. In potem zopet tvoj rojstni dan. Tako. Ja, tako pa ne A gre, ne bi bilo Charlie. super? Tako pa ne gre. Oh. Tako pa ne gre. Ok. Tjaša, pravilno si naštela vse letne čase. Veste, eno koledarsko leto pa ima 12 mesecev. 12 mesecev pa naj bi imeli zato, ker Luna obkroži Zemljo 12krat v enem letu. Tjaša, ti si že prej lepo Charliju razložila, katere mesece poznamo in kako si jih lahko tudi na prste roke pomagamo, da bomo vedeli, koliko dni ima kak mesec. No, ampak ne vem, če veste, da so imena mesecev, ki jih danes poznamo, latinizirana. Bi mogoče kateri od vaju vedel poimenovati tudi stara slovenska imena mesecev? Ja, jaz mislim pa, da je to čisto super na izi. No, No, povej, kako? Stara imena mesecev. povej. Ja, mislim, a me ti hecaš. Prej si mi naučil mesece, zdaj moram pa samo povedati, kako so se imenovali v starih časih. a No, ne? da slišim, Ja, samo ušesa da so me. stari januar, pa stari februar, pa stari marec, pa stari april, pa maj, pa juni, pa juli, pa avgust, pa september, pa stari oktober, november in december. Vse sem si napisal, tako kot si ti rekel. Joj, Charlie, Pa Charlie. kaj se mi spet smejita? Joj, vidim, da ne Potem si veš. tudi ti No, stari, bom, Charlie. Charlie, ti bom jaz povedal. A ni prav? Ne, ni. Naši predniki, ki so bili tesno povezani z naravo in zemljo, so mesece poimenovali po dogajanju na poljih in travnikih. Tako je vsak mesec dobil svoje ime. Januar so imenovali prosinec. Ime je dobil po prosu, saj je bil to mesec zaznamovan z lakoto. Proso je bil nekoč tudi simbol blaginje. Pravijo pa tudi, da je bil prosinec značilno, da so ljudje prosili za dobro letino, da bi jim zemlja prinesla veliko pridelkov. Mesec februar se je imenoval Svečan. Slovensko ime povezujemo z besedo sveča, ki je lahko iz voska ali iz ledu. Za obe je v temnem in mrzlem zimskem mesecu pravi čas. Se pravi svečan. Tako a je. ne? Mesec marec so poimenovali Sušec. Ime je povezano s časom, ko zemlja pije snežnico oziroma sneg, ki se topi, se začne sušiti in pripravljati na pomladno rast. Mesec april so poimenovali Mali traven. Slovensko ime je povezano z mladim in majhnim zelenjem na travnikih, poljih in v gozdovih. Mesec maj pa so poimenovali Veliki traven. Slovensko ime pomeni bujno pomladno rast. Imam idejo. A veš kakšno? Zagotovo in prepričan sem, da vem imena za mesec juni in juli. Povej, A te zanima? Seveda. Poglej, juni je bil zagotovo mesec veseljak. Zato, ker je konec šole in so otroci vsi zelo, zelo veseli, starši in učitelji pa tudi, a ne? Ker je konc, imajo počitnice in je zato veseljak, a ne?
za mesec julij, a ne, sem pa Ja. prepričan, da se je imenoval Brisačec. Ja, gremo na morje, tam pa ne rabiš nič druga, sam kopalke pa brisačev. Čeprav niti kopalk ne rabiš, sam brisača je pomembna, da se pol obrišeš. Ti Charlie. To so tvoja poimenovanja. Ja, Ja. veseljak junij in brisačec julij. No, Charlie, ni povsem tako. Spet imam na Ne, mesec juni se je imenoval Rožnik. Ime je povezano z rožami, Rožnik? ki so jih polja in travniki v tem času polni. Mesec julij pa so poimenovali Mali srpan. In prepričan sem o tem, da je bil to čas povezan z žetvijo pridelkov, pri katerih so uporabljali srp. No, mesec avgust so poimenovali Veliki srpan. To je čas velike košnje oziroma žetve s srpom. Tjaša, bi ti vedela mogoče, kako se je imenoval mesec september? Ja, mogoče pa bi. No, Se vidiš, ne Tjaša, spomnim, Ja. si mi že odgovorila, ne da bi spregovorila. Si pokimala in imaš prav. Mesec september so poimenovali Kimavec. Ime je dobil po sadju, ki v tem času dozori in kima na vejah sadnih dreves. Gremo naprej. Mesec oktober pa se je imenoval Vinotok. Označuje čas, ko vino teče v sode, v času trgatve. Mesec november so imenovali Listopad. Označuje čas, ko listje pada z dreves. Mesecu decembru pa so rekli Gruden. V tem času zemlja na poljih zaledeni v grude. Od tod ime zadnjega meseca. Kako so bili kar No, pametni. Tjaša in Charlie. Iznajdljivi. Tjaša in Charlie, a sedaj mogoče bi vidva znala še enkrat našteti stara slovenska imena mesecev. Ja, mislim, jaz sem si jih vse napisal. Tjaša, kaj pa Tudi jaz. ti? A je tudi ti? Ja, aj greva ponoviti. Dejva, a boš ti Naj boš začela? ti vprašal januar, pa ti odgovoriva. Seveda, Na, dajvo. gremo januar, Prosinec, bravo, februar, svečan, marec, sušec, april, Mali traven. maj, veliki traven, junij, Rožnik. julij, Mali srpan. avgust, veliki srpan. september, kimavec, oktober, Vinotok. november, listopad, bravo, in pa december. gruden. Bravo, A, vidiš? super. Vse sva si zapisala. Pridno Ja. sta me poslušala. No, že prej sem vam zaupal, da eno koledarsko leto delimo tudi na 4-letne čase. Ja. Sedaj vam bom še malce povedal o njih. Prva nastopi zima, v kateri sledi pomlad, nato še poletje in nato še jesen. To že imam zapisano, ampak Aha, ok. ja, super. Veste, zima je takrat, kadar je najbolj mrzlo. Pomlad pa nastopi, ko se dnevi začnejo daljšati in postane topleje, ter se narava začne prebujati. Drevesa in trava spet zelenijo. Na dan pa pokukajo prve cvetlice. Poletje je takrat, ko je najbolj toplo. Takrat gremo ponavadi na morje in uživamo v toplem vremenu. Jesen pa je takrat, ko z dreves odpadajo listi in se narava pripravlja na zimo. Zato se počasi začne spet bolj hladno vreme. No, pa si poglejmo še, kako gledamo na koledar in katere koledarje najpogosteje uporabljamo. Tukaj imam pripravljene koledarje, ki jih najpogosteje uporabljamo. Takemu koledarju, ki stoji takole na mizi, rečemo namizni koledar. Potem imamo koledar, ki visi na steni in mu rečemo stenski koledar.
Oba ta dva lahko na steno obesimo in potem, kadar potrebujemo, pogledamo, kateri dan je. Potem poznamo tale adventni koledar. Ta koledar pa uporabljamo samo v mesecu decembru in sicer od 1. do 24. decembra v času adventa. Takrat se tukaj notri v teh žepkih skrivajo kakšne sladkarije. Imamo potem pa še tale jesenski, ampak je poseben koledar, ker mu rečemo, da je setveni koledar. Setveni pa zato, ker tak koledar uporabljajo kmetje in pridelovalci zelenjave in sadja, zato da vejo, kdaj je najprimernejši čas za setev. Jaz pa najraje uporabljam namizni koledar. To je ta, ki stoji na mizi. Zato, ker mi je najlažje se orientiram, kateri dan je danes. Zato, ker tukaj, poglejte, tole tukaj na strani kaže tedne. 1. teden, 2. teden, 3. teden in 4. teden. En teden ima 7 dni, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dni. In dnevi v tednu so, tukaj se začne v prvi kolonci, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Ja, in če pogledamo recimo, kateri dan je bil 20. januar. 20. januar je bil v 3. tednu in če pogledamo zgoraj, tukaj piše sreda. 3. dan v tednu je sreda. Spravi 20. januar je bil sreda in 3. teden v mesecu. Kaj pa je tudi zelo pomembno, da si zabeležimo na koledar? Rojstne dneve in tako ne bomo nikoli pozabili, kdo ima kdaj rojstni dan. Dajmo se igrati. Ja, kaj pa se bomo igrali danes, Joj. Jaša? Jaz nimam ideje. A bomo vprašali Miha, da? Miha, kaj bi se danes lahko igrali? Danes bi se pa lahko igrali. Ja, Miha, jaz sem za eno idejo. Pravkar sem jo dobil v svojo glavo. A veš, kaj bi se lahko igrali? Isto igro, ko smo se igrali lansko poletje tam v gozdu z Brunotom in ostalimi tvojimi prijatelji medvedi. A veš, štafeta se imenuje. Se res? Čeprav tam nas je bilo v vsaki ekipi 7, se mi zdi. Ja. Tukaj smo samo 3, oziroma midva se bova igrala, ne, ker rabimo sodnika. Ja. Pa vse to se lahko igrala sama. Lahko. Ja. Lahko. Pa bova namesto, a ne, da bi prenašava. da bi imela tako, ne, a veš kaj sem hotel povedati, namesto da bi imela ostale prijatelje, ki bi se igrali z nami, bomo šla pa zato midva večkrat, a ne, več krogov. Ja, Tako okej. je, Štafeti. bravo. Ja. Dobro. Ampak da malo otežimo zadevo, postavimo pravila. Dobro, daj. Prvi krog skačeta po eni nogi. Ok, prvi krog morava skakati po eni nogi. Pa Tako. kaj skačeva tja in nazaj? Tako. Ja, jaz sem to že prej pripravil, ker sem vedel, Ja. da boš ti meni obljubил, da Seveda bomo bo. igrali štafeto. Potem drugi krog gre ta ritensko. To je tako, noge na tla, roke nazaj na tla in tako, bravo. Bravo, Charlie. Točno tako, ritensko. In pa tretji krog skače tako zajčki. Rabi malo kazati Ušeska? Lahko. Ok, Plus točke. se pravi, morava iti od tukaj od začetka, Tako, pa tam do konca. do konca, okoli oznake. Ej, imam eno idejo, a ne? To je zelo drugače težko, sem pa tam, pa sem pa tam, pa sem pa tam. A lahko nazaj tečeva? Lahko tudi samo v eno stran počneta te vragolije. Super. Haha, super. Odlično. Nač, kar Zmenjeno. začnimo. Sta pripravljena? Nama boš Na dal svoja znak, mesta. kaj ne? Okay. Se pravi, še enkrat ponovimo, kaj delamo za začetek? Prvi krog skačeta po eni nogi, drugi krog ritensko Ritensko. in pa tretji krog kot zajčki. Zajčki. Šestih. Tako, Super. pripravljena? Ja. Pozor, zdaj! Bravo, super. Nazaj tečeta. Nazaj, Ritensko, super. Kaj pa zdaj? In pa skačeta kot zajčki. Bravo, kdo bo prvi? O, izenačeno! Ja sem bila, bravo! Bravo! Je! Ful dober! Odlično sta bila.
Miha, to je bila zelo super igra, ne, Tjaša? Ja, pa to lahko ponoviš večkrat, pa še kaj dodaš. Seveda. Lahko otroci dodajo, da skačejo kot žabice, potem so kot kače, se plazijo po tleh. In hitre miške ali mucke, a ne Tako. po vseh štirih. Ja. A lahko pa tudi kaj drugega. Lahko stopicljate kot medved. Ja, kot medved, Miha. Ja. Lahko ste pa tudi samo metuljčki. Tako. A ne? Tako. A veš, kaj jaz predlagam, Tjaša? Da mi dva tele naše pridne otroke, ki nas gledajo, Ja. povabimo k igri. Ko sem zavihan. Ampak, a ne, jaz vem, tudi če nimate veliko bratcev ali pa sester, imate pa atija, pa mamico, pa se igrajte z njimi. Super. Ja. Še eno bi se igrali? Gremo na naslednjo igro. Da. A imaš idejo, kakšna je naslednja igra? Ker jaz sem že pripravil še naslednjo. Se pravi, ima Charlie. Ja. Malo, a veš, malo te jaz hecam včasih, ker vem, da imaš ti tako ful velik iger v glavi v mislih. Seveda. Ja, katero? A veš, meni zdaj srce zelo bije, a ne? Tebi tudi najbolj. Ja. Miha tu malo manj, ker se ni igral, ampak je samo bil sodnik, tudi sedaj boš, velja? Menjeno. Jaz sem pripravil eno bolj umirjeno igro. Aha, Tako. okej. Potrebujemo pa No, povej. 2 jabolki, To ima jo sigurno dam vsak tebi, ker če jo bom dal, doma. Miha tu bo pojedel. Rajše ne boš potem na koncu dobil, Miha. In potrebujemo nekaj, kar imate vsi doma. Ja, vsak izmed vas doma ima tudi WC papir, a ne? Ja, verjetno, ja. Tako, in damo WC papir na tla. Primerjenega, pokaži, prosim. ja. Pa damo na WC papir jabolko. Takole, damo gor jabolko. Ja. In potem WC papir mi takole razpnemo. Do tukaj. Tukaj se bova pa midva usedla. Aha, še z mojim tako naredim. Boš kar sama ali ti pomagam? Naredila Boš sama. Dobro. A veš, ker po tej igri štafeta, ki mi tako zelo srček bije in sem utrujen, si rabi malo spočit. In se bom usedel. Aha. Takole. A kar usedi, se bova igrala. Ja, da se malo spočijeva, ampak to je zelo dobro, a veš? Okej. Da se malo oddahneva. In to je igra preciznosti, natančnosti. Ja. Zdaj moramo vidva tole jabolko, brez, a ne da bi šla tam pa bi jo Ja. prijela, samo s pomočjo WC papirja, a viš, takole, ko bo vrtela, Aha, da ga k sebi. jo moramo k sebi okej. pripeljati oziroma Dobro. privrteti, a ne? Zanimiva igra. Ampak ta igra ima tudi Ja. eno pravilo, ki se imenuje, če se WC papir pretrga, mora tisti, ki je pretrgal WC papir, a ne, narediti 5 počepov. A bo šlo? Moraš biti res zelo hiter, previden, precizen in natančen. Dobro, Si pripravljena? sem. Miha, ti tudi, ti si sodnik, a ne? Seveda. A boš dal Igramo sam? se. 3, 4, zdaj. Dajmo, super vam gre, počasi, lepo. Wow. Charlie, bravo Tjaša. Bravo, Tjaša. Oh, Petka. A vidiš, Tjaša je meni je pa zmagovalka. padla jabolka dol in kaj sem prej rekel? 5 počepov. 1, 2, 3, 4, 5. Haha, Ne. 2, še 2 je bilo. Ja, Še. jaz ne vem, Daj kako 2. delam počepe, a veš? 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, A še enega? 2, dol. Še enega? 3. A ja, čakaj, še nekaj moram povedati otrokom. Otroci, ki delate počepe, a veš? No, daj, povej. Počep, da omaknem, da bomo pokazali prav. Nikoli kolena prek prste. To ni pravilen počep, ker si boste kolena uničili. Aha, ne Vedno sme tako naprej. tako se naredi počep, kada bi, a veš, ker se stari strički pa babice usedejo na WC školjko, tako da tolit nazaj in tako je pravilen počep. A prav, kolena nikoli čez prste naprej. Super, Charlie, ampak zdaj pa naredi 5, ker si samo 3 naredil. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, Še 2. 4, 4. 4 pa pol, 5. In 5. Petka. Petka. Bravo, Petka, Miha. Super igre. Igrajte se tudi vi in če se boste igrali, nam pošljite kakšno fotografijo, video, Tako. ja, da bomo ocenili, če ste se to dobro pogledali. Today we will learn about days of the week. Danes se bomo učili o dnevih v tednu.
V slovenščini poznamo. Seveda, en teden ima 7 dni. 7 days. 7 dni je 7 days. 7 je 7, days so pa dnevi. In v slovenščini imamo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. V angleščini pa dneve poimenujemo Monday, ponedeljek, Tuesday, torek, Wednesday, sreda, Thursday, četrtek, Friday, petek, Saturday, sobota and Sunday in nedelja. A year je leto. A week je teden. A month je mesec. A day je dan. Še enkrat ponovimo dneve v tednu. Monday, ponovite za mano. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Še enkrat ponovimo. Ponedeljek, Monday, torek, Tuesday, sreda, Wednesday, četrtek, Thursday, petek, Friday, sobota, Saturday in nedelja, Sunday. Naučimo se še, kako se reče danes, včeraj in jutri. Danes je today. Kar ponovite. Today. Jutri je tomorrow. Tomorrow. In včeraj je bilo yesterday. Ali poznate mesece v letu? Ne poznamo mesece v letu. Potem pa zapojmo in se naučimo 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Januar, februar, marec, april, maj in junij, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Ali poznate mesece v letu? Ja, zdaj poznamo mesece v letu, potem pa zapojmo in ponovimo 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Januar, februar, marec, april, maj in junij, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Pa ponovimo še enkrat. Januar, februar, marec, april, maj in junij, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo.
Naša prva zvezdica je Vasja. Ko bo velik, pravi, da bo postal programer. Ampak sedaj pa zelo uživa ob igranju na harmoniko in danes bo za nas zaigral. Naša naslednja zvezdica pa je Jan. Ko zraste, pravi, da bo risal hiše, da bo postal arhitekt. Do takrat pa bo pridno vadil svojo harmoniko in danes tudi za nas zaigra. Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Danes bomo izdelali medvedka Mihata. Tukaj sem potrebovala samo papir. Ste videli, pobarvala sem ga z rjavo barvo in sicer 2 navadna bela lista papirja potrebujemo, 2. Sedaj bom pa naredila že iz barvnega in sicer bom naredila sivega medvedka, ki bo pa Mihov prijatelj Sivko in potrebujem 2 enakih barv. Potem potrebujemo en bel list papirja, da bomo lahko naredili smrčka in pa oči, ter za v naše ušeska bom izbrala roza barvo in pa za našega smrčka rdečo. Tako, 2 enaka papirja, lahko sta bela, ki ste ju prej pobarvali, tako kot sem jaz tukaj pri medvedu Mihatu, z rjavo barvo, lahko tudi kakšne druge barve. Takole skupaj date. Takole obrnemo, poravnamo
in bomo zgibali kot harmoniko. Takole zgibamo. Tako, ko smo zgibali, ju ločimo. Sedaj ga stisnemo skupaj in prepognemo na polovičko. Enako storimo še z drugim. Da dobimo kot neko pahljačo. In tako smo včasih naredili pahljače, smo tukaj zalepili. In za poletni dni, ko nam je vroče, je to tudi lahko naša pahljača. Ampak danes delamo medvedka. Sedaj pa bomo vse tele dele, ki so še narazen, zalepili skupaj, in sicer ta del. Z ene strani namažemo z lepilom in ga zalepimo. Tako. In še drugi del. Tako in zalepimo. In sedaj še oba te dva dela skupaj, se pravi, na eni strani prelepimo ta del, takole zraven. In sedaj, ko odpremo, boste videli, da se nam že dela krog. Se pravi, moramo samo še tukaj prilepiti. Dobro namažemo. Še ta del skupaj zalepimo. Takole in dobimo tak lep harmonika krog. To bo za našo glavico. Sedaj pa potrebujemo, tukaj moram malo popraviti. Tako. Sedaj pa potrebujemo smrček. Smrček izstrižemo iz belega papirja, lahko tudi kakšne drugačne barve. Tako ga morda najprej prej narišemo. Potrebujemo kar velikega smrčka. Tako in ga odstrižemo. In zdaj smrčka, ki bo gor, bom naredila rdeče barve. Takole. In sicer mu bom naredila srčkastega. In strižemo, lahko narišete in strižete srčka, ki bo spodaj ne bo čisto v špičko, ampak malo bolj tako. Evo, in tega le prilepimo na ta bel oval. Potrebujemo še narisana usta. Bomo vzeli tudi rdečo barvico. In narišemo. Zelo vesel medvedek. Tako. Sedaj pa potrebujemo še oči. In pa seveda ušesa smo pozabili skoraj. Če želite, da boste imeli dva enaki očesi, prepognete na pol, narišete in ko boste strigli, strižete oba skupaj. Seveda morate paziti, da boste potem, da primete, da vam ne zleze drug na drugo stran ali pa ven, ne pade potem. Takole in dobimo dve očesi. Še tukaj narišemo. Lahko tudi prilepite. Strižete črn uček in ga notri prilepite. Jaz bom kar narisala. Tako, očesi sta pripravljeni. Tudi naš smrček, še ušesa. Ušesa bo imel naš medvedek bela ušesa bo imel. Tukaj pa potrebujemo, narišemo še taka ušesa medvedkova. Hop. In jo potem izstrižemo. Ko odpremo, moramo po sredini še zarezati, da dobimo dva ušeska. Se pravi, prej sem želela, da bi bili notri v ušeski še roza, naredim še dva manjša roza. Tako, sedaj imamo pa vse in se lotimo lepljenja smrčka. Dobro premažemo z lepilom na zadnji strani. Prilepimo smrčkat nekako tako, da bo na sredini. Tako, sedaj sledijo oči.
drugo oko. Se malce pozna od lepila. Tako. Kaj pa še potrebuje ušeska? Ušeska pa tukaj na sprednji strani polepimo z lepilom, ker jih bomo skrili za našo harmoniko. Tako. Ker jih bomo prilepili z zadnje strani in prilepimo še ušeska. Takole, še drugega. In prijatelj od medveda Miha, Sivček, je končan. Ko boste izdelali medvedka, pa ga le pošljite na naš Facebook profil fotografijo in jo bomo objavili in zelo je bomo veseli. Danes pa vam bom pokazal eden prav poseben trik, katerega morate pa samo dobro opazovati. Velja? Pa gremo. Poglejte, imam 3 takšne majhne, kako bi temu rekel, comfke in 3 kozarčke. Kozarčke sem zopet uporabil papirnate in gremo. Takole. In poglejte, prvi comfek položim na kozarec, papirnat kozarec. Ga pokrijem, naredim 1, 2 in comfek se pojavi pod kozarčkom. Zelo zanimivo, kaj ne? In gremo naprej. Postavim takole. Drugi comfek zopet položim na kozarček, pokrijem, naredim 1, 2. Poglejte, imam 2 comfka. Super, a ne? Gremo še enkrat. Sedaj pa tretji comfek. Boste videli, tretji comfek se bo pojavil pod kozarčkom. Sedaj, ko ga postavim na bom postavil na drugi kozarec, se bo pojavil kar pod vsemi kozarčki. Se pravi, ko dvignem 1, 2, dobimo 3 comfke, da jih preštejemo. 1, 2, 3. Sedaj pa vas najbolj zanima, kako mi je trik uspel, kaj ne? No, poglejte. Za trik potrebujemo 3 kozarčke. A vidite? Sam sem, kot sem že rekel na začetku, vedno si izberem, če se le da, papirnate, kajti papir se veliko boljše reciklira kot plastika. Potem pa potrebujete še 3 comfke. Jaz sem si jih kar sam doma odstrigel iz ene takšne špagice. Vi pa si lahko pripravite tudi iz kakšnega blaga, lahko tudi iz kakšne krpe, kakorkoli želite. Ampak trik je v tem, da potrebujete tudi 4. comfek. Ja, tako je. 4. comfek si že vnaprej pripravite in si ga date v kozarček in potem v kozarček s comfkom položite še en prazen kozarček in nato še drugi prazen kozarček, da jih imate 3. Potem položite 3 comfke na mizo pred vaše občinstvo in kozarčke tudi. Vsak kozarček mora biti pred oziroma za comfkom. Se pravi, prvi kozarček, drugi kozarček in kozarček, v katerem se skriva comfek, položite zelo previdno, takole, da ne bo comfek, ki je že pod kozarčkom, padel ven. Potem pa pokažite in rečite, poglejte, dobro opazujte, kako bo tale comfek izginil pod mojim kozarčkom in se pojavil od spodaj na mizi. In res se pojavi od spodaj na mizi, a ne? Potem comfek postavite nazaj na mizo, kozarčke pa praznega položite na vašo levo stran, oziroma vašo desno, mojo levo. Kozarček s comfkom pa položite na sredino, ampak tako, da boste zajeli še, a vidite, kaj sem naredil, se pravi, da boste zajeli še comfek, da boste imeli pod kozarčkoma že vnaprej pripravljena 2 comfka. Potem položite še en comfek na kozarček, zaprete, naredite 1, 2 in res se pojavite pod vašim kozarčkom 2 comfka. Nato spet ponovimo, se pravi, prazen kozarček gre na skrajno desno stran oziroma vašo levo, kozarček, ki ima že comfek notri, pa položite na 2 comfka, ki se nahajata na mizi. Tretji comfek pa rečete, da vi znate čarati tudi tako, da se comfek lahko pojavi čez 2 kozarčka in pride na mizo. Položite kozarček, a ne, že na enega, ki je na mizi, nanj položite comfek, zaprete s tretjim kozarčkom, naredite 1, 2
In vsi bodo zelo navdušeni, ko jim boste pokazali, da imate res 3 comfke na vaši mizi. Tako, preprosto, kaj ne? No, sedaj pa le pokažite trik vašim prijateljem, znancem, mamicam, očijem, dedkom, babicam in prepričan sem, da bodo nad vašo novo čarovnijo vsi zelo navdušeni. Sedaj pa, ko veste, kako čarovnija poteka, pa imam za vas še en prav poseben izziv. Prepričan sem, da ima vsak izmed vas doma tudi kakšen fotoaparat, a ne? Ali pa mobilni telefon, ja, imajo vaši starši, mogoče tudi že vi. No, in z mobilnim telefonom ali s fotoaparatom se poslikajte in posnamite vaše čarovnije, kako jih pridno izvajate in nam jih tudi prosim pošljite na naš Facebook profil ali pa na naš elektronski naslov, da jih bomo potem lahko objavili in bodo tudi vaše fotografije in vaši videoposnetki objavljeni v naši oddaji, kako ste pridni in kako se pridno učite čarati. Čeprav verjamem, da marsikdo izmed vas že obvlada čaranje, mogoče še bolj kot jaz. Se vidimo naslednjič. Petka, naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Charlie, kaj si tu pripravil? Tjaša, danes imam pa jaz en izziv zate. Veš? Zelo sem vesela. Ja, smo se včeraj z Mihom igrala takšno novo igro, Ja. ki mi je pokazal. On je to zelo, zelo res dober v tem. A vidiš, na začetku je rekel, Charlie, moraš sestaviti stolp, a ne, iz 3 kozarčkov. Zdaj lahko uporabite papirnate, plastične, ampak spet raje ne steklenih. Ja, ker se lahko razbijajo. In potem, a ne, zelo, zelo na hitro je treba list potegniti stran, da kozarček pade v drugi kozarček in potem, ko ti to uspe, še hitreje. Takole, a vidiš? Bravo. In kdo prvi naredi to, zmaga. Zdaj, Miha je mene premagal vedno, a ne? On je to res dober v teh nalogah, izziv minute. Ampak jaz imam idejo, a ne? Ja. Ker ti ponavadi tudi z Mihom zgubiš, da se midva pomerima med sabo. Super. A si za? Ja, seveda sem za. Se Vidim, pravi- da si papirčke. Papirčke sem dal na četrtino, lista A4. Saj veš, kako to gre, a Ja, ne? vem, ampak bom pokazala. Okej. Vzameš list papirja, lahko je popisan, porisan. Tak, ki je že za v koš, ga daš na polovico, tole in še enkrat na polovico. Tako. Ko potem ga razpreš, lahko z škarjami odstrižeš ali pa takole, kar... Jaz tudi kar z roko, kar Potrgaš. škarjami, jaz to vse po ampak morajo strani. biti teli robovi kar dobro, takole z nohtom potegnite, da bo uspelo vam. Tako. Tako. In potrebujemo samo 2 takšna listka, velja, in pa 3 kozarčke. Tako, 1, 2, 3. Super. In potem, kot sem rekel, a ne? Zdaj, midva z Mihom sva se igrala, da imamo 1 minuto časa, 60 sekund. In ko je Miha nažgal štoparico, si lahko potem pripraviš kozarček, položiš papir. Zdaj, včasih je fajn tudi, da malo papir gleda, ne, da ni čisto na sredini, ampak da je tako malo, da gleda navzven. Dobro. Pa potem daš še en kozarček gor, pa še mečken papirja, mogoče lahko tudi v drugo smer, ne vem, to si moraš sama, to moraš ugotoviti, kako gre. In potem čim hitreje potegniti papir stran, da kozarček pade v kozarček. A vidiš, takole. Wow. In potem še enkrat in takole. To me čakam. Tako, jaz tudi, ko te bom premagal. V 1 minuti. Ja, ampak to je težko drugače, a veš, to sem Ja. jaz zdaj bil sproščen, ko čas še ni tekel. Potem sem pa tako, vedno sem napet pa nervozen, ko začne čas teči, da mi bo uspelo, ja. Ja, pa tudi vi otroci doma to poskusite. Potem pa kakšno fotografijo ali pa celo posnetek pošljite nam na Facebook profil ali pa na naš Elektronski naslov, ja, kako se igrate z mamicami, očki, dedki, babicami in tako naprej, pa bratci, pa sestricami, ja. A sva pripravljena? Pa dajva. Super. Miha, boš stopal? Je Evo, rekel, da bo. Že pripravil štoparico, Ja. pazi. A si pripravljena? Boš rekel 3, 4, zdaj in začnemo. Bom rekel. Prav? 3, 4, zdaj pa greva. Pa greva. Tako 60 sekund imava časa. Prvi kozarček, drugi kozarček, še tretji, da vidim. Kako mi bo pa sedaj uspelo? A veš, ko sem rekel prej, da sem jaz zelo tako jej. potem nervozen. Si me že zmagala, jaz pa še začel nisem. Pa saj imamo še čas, Ja, daj. čeprav ti vodi zdaj 1-0. Ja. Da vidimo, kolikokrat me lahko ti premagaš v tem. Takole. A vidite, otroci? Jej, drugi Charlieju ne gre. To je isto kot v šoli, a Ste veš. videli prej, kako mu je šlo? 1, Kako
v šoli, ja? Kot v šoli. Doma sem vse znal, kaj pa učiteljica začela spraševati, pa sem vse pozabil. 3-0. Ne, no. Ja, Charlie, Joj. daj, potrudi se. Ja, ne vem, Dajmo, Charlie. Še, Charlie, še imaš čas, daj gor. koliko imam še časa. Daj. A še malo? Hitro, še 3, 2, 1. Ops, Hop, še enkrat. Jej! Zadnji Tudi trenutek. Charlieju je uspelo. Bravo, Charlie. A vidiš, Tjaša, to pa samo s tvojo pomočjo. Hvala, ker si mi pomagala in me bodrila in spodbujala. Ja, zelo sem vesela. Jaz vem, da si ti to, prej mi je to že pokazal in je vse mu šlo dobro, ne? Ja, ampak zdaj pa. Ampak nič hudega, a ne? Včasih trema naredi, kaj ne? Trema, pa še nekaj je, otroci. Vaja dela mojstra. Tako da kar igrajte se veliko s svojimi starši, prijatelji, sestricami, bratci, babicami in dedki. In boste ful dobri in vrhunski. In potem, ko boste srečali kdaj, ki je Miho, a ne, našega medveda Mihata, ga boste pocukali za rep, ne preveč, ker ga bo bolelo drugače, in ga boste povprašali, če bi se šel igrati z vami. In ga boste zagotovo premagali. Poslušali bomo pravljico o Mihu. Mihov brlog. Prišla je jesen. Jeseni postajajo noči vse daljše, dnevi pa krajši. Gozdovi se obarvajo z različnimi odtenki, rumene, rjave, rdeče in oranžne barve. Postaja vse hladneje, manj je sončnih dni. Jeseni se živali pripravljajo na zimo tako, da gradijo brloge in si pripravljajo zaloge hrane. Nekatere ptice, kot na primer lastovice, pa se čez zimo preselijo v toplejše južne kraje. V tem letnem času listi odpadajo z dreves in narava se počasi pripravlja na počitek. V sadovnjaku brodijo jablane, hruške in nekatera druga sadna drevesa. V gozdovih nabiramo plodove kostanja, ki jih nato skuhamo ali spečemo. Jeseni se ljudje oblečemo v toplejša oblačila, nosimo jakne, ko je zelo mrzlo, na glavo pa poveznemo kape, živali pa dobijo gostejšo dlako, da jih ščiti pred mrazom. Tudi medved Miha nekaj časa prespi v brlogu v gozdu, nekaj časa pa pri prijateljema Tjaši in Charliju, ker je zima dolga in bi jo močno pogrešal, če bi ostal vso zimo v gozdu. Razigrani prijatelji Miha, Tjaša in Charlie so se na topel jesenski dan lovili po travniku ob gozdu ter se obmetavali s pisanimi listi, ki so odpadli z dreves. Au, se je na to zaslišalo. Medved Miha je grdo stopil v luknjo in si poškodoval zadnjo šapo. Joj, kako boli, je klical. Tjaša je hitro prinesla obkladek. Svojo ruto je namočila v bližnji potoček in povila šapo. Kaj pa zdaj, je rekel Miha, pa ravno zdaj, ko si moram urediti nov brlog, kjer bom spal čez zimo, je žalostno dodal. Ves čas ne morem preživeti pri vama, pa tudi nočem, saj je moj dom gozd. Vse bo v redu, je rekel Charlie. Ja, vse bo v redu, je pritrdila Tjaša. Midva ti bova pomagala pripraviti brlog, je dodal Charlie. Joj, ne bi vam rad dal toliko dela, je žalostno odvrnil Miha. Z veseljem, Miha, je rekla Tjaša, saj smo vendar prijatelji in prijatelji si med seboj pomagajo, je dodal Charlie. Mihu se je razlezel na smešek in žalost v njegovih očeh je izginila. In naslednji dan so odšli v gozd. Šapa je bila že malo bolje, a vseeno ga je še malo bolelo. Globoko v gozdu so našli primerno mesto, 2 podrti drevesi, ki sta se križali in ponujali dobro zavetje. Tjaša in Charlie sta prinesla veliko vej, ki so ležala na tleh ter prekrila debli in nastal je pravi brlog. Na koncu sta ga prekrila še s praprotjo in brlog je bil pripravljen. Medved je od veselja glasno zarjovel in objel prijatelja. Vidva sta res prava prijatelja, je rekel, rad vaju imam. Tudi midva te imava zelo rada, sta v en glas navdušeno odvrnila Charlie in Tjaša. To noč so vsi prespali v brlogu. Tjaša in Charlie v mehkem in toplem objemu medveda Miha.
Nočni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.